Trump se zdaj odloča med dvotedensko kampanjo za uničenje iranskih raketnih zmogljivosti, vsaj tako pravi, ali omejenim napadom, ki ohranja prostor za diplomacijo. Dan, zdaj bi se rada obrnila na te in te vprašala, kaj misliš, da se bo verjetneje zgodilo in katera od teh možnosti ima strateški smisel v Trumpovem svetu trenutno? Trump verjetno noče popolne vrnitve v vojno, zato je nekaj začasnega in omejenega zanj politično smiselno. Strateško pa ima Iran dva vzvoda nad svetom. Kljub temu, da je bil vojaško zelo močno prizadet, sta rakete in ozko grlo na Hormuški ožini. Če se resnično odloči za dvotedenski načrt, ki lahko resnično uniči rakete, je to strateško izjemno pomembno. In ne bi bil preveč presenečen, če bi to spremljal recimo poskus zavzetja otoka Cashen, ki je dejansko iranska točka, iransko ozemlje, ki nadzoruje ozko grlo in ga od iranske celine priročno ločuje nekaj vode. Ti dve potezi bi bili zagotovo strateški in bi spremenili enačbo, ki je Iranu omogočila, da se obnaša kot zmagovalec, čeprav je bil po vseh običajnih merilih poraženec. Veš, rada bi se obrnila na te, Jakov. Videli smo, da je vsak poskus premirja tukaj propadel, vsak predlog je v bistvu spodletel. In zdaj, mislim, da je vprašanje ta dvotedenska intenzivna kampanja, ki cilja na iranske raketne zmogljivosti. Vprašanje je, kaj bi to na koncu doseglo, ker smo slišali zagotovilo za zagotovilom, da je bila večina raketnega arzenala Islamske republike uničena. Da jedrska grožnja ni več tako resna, lahko bi rekli. Kaj se lahko stori zdaj, kar še ni bilo storjeno? No, glejte, CENTCOM, ko predstavlja svoje predloge predsedniku, predstavlja predloge, ki so zasnovani za dosego različnih vrst ciljev. Torej, če predsednik Trump reče, pokažite mi predlog, ki je zasnovan za spremembo vedenja tega režima, poskušali mu bodo pokazati načine, kako Iranu odvzeti sposobnost nadlegovanja in teroriziranja civilnih plovil v Hormuški ožini. Težava je v tem, da Teheran lahko uporablja svoje zelo omejene zmogljivosti na zelo asimetričen način. Vse, kar morajo storiti, je, da uporabijo nekaj čolnov, da poskušajo nadlegovati nekaj tankerjev, nekaj naftnih tankerjev. Tudi če to storijo enkrat na 2 tedna, je to dovolj, da zavarovalnice določijo zelo drage premije in povzročijo motnje v pretoku nafte. In vse, kar Iran želi storiti, je uporabiti naftni trg kot vzvod proti predsedniku Trumpu. Zato smo videli, da je dron zadel ameriški tanker za plin v Egiptu. Zato je Iran aktiviral svoje milice v Iraku, da bi napadle naftne in plinske objekte podjetja Saudi Aramco. Vsi cilji so naftni cilji, razen ameriških vojaških ciljev, ki so prav tako tarča napadov. In to je cilj Irana. Uporabljajo cene nafte, naftni trg, kot vzvod, asimetrični vzvod proti predsedniku Trumpu, ker so ugotovili, da je to njegova šibka točka. In to je vprašanje, pri katerem ima najmanj odpornosti. Tako da mislim, da je ves poskus predsednika Trumpa, da jih prepriča, naj spremenijo svoje vedenje, jalov poskus. Če spremeni svoj cilj in se odloči, da jih bo poskušal destabilizirati, dokler ne propadajo, ter uvede dolgoročno gospodarsko blokado, naprimer. Ali pa, alternativno, izvede popoln vojaški napad na vse, kar je mogoče zadeti v tem režimu, potem mislim, da je to veliko bolj, recimo temu, jasno opredeljen cilj. Ker poskušati spremeniti vedenje tega režima je cilj, ki je izjemno nejasen. Nejasno je, ali ima sploh kakršnekoli možnosti za uspeh. Dokler ima ta režim še kakršnekoli sposobnosti, jih bo poskušal uporabiti, da bi dokazal, da je še vedno odporen. Kar nas seveda pripelje do vprašanja mednarodne vpletenosti tukaj, kajne? Ker veste, vidimo, da mednarodna skupnost pravi, da se mora ta vojna končati. Obstajajo posredniki, Pakistan, Oman, zdaj Egipt, ki pravijo, da želijo okrepiti svoja prizadevanja, nihče pa v resnici ne more ničesar spremeniti na terenu. In zdaj slišimo poročila o tem, da bi se lahko vplele zalivske države. Ali obstaja možnost, da bi se več držav pridružilo Združenim državam Amerike pri napadu? To bi bilo najboljše od vsega. Ali vsaj najboljše od vseh potencialno možnih svetov. To bi zahtevalo, da se Trump pobota z NATO-om in Evropejci, kar pa se zdi, da ni ravno njegova namera, niti ni očitno v njegovi naravi, vendar bi bilo koristno. Koristno bi bilo, če bi arabske države uradno stopile na našo stran. Torej, kar ste pravkar omenili, je zagotovo korak v to smer. Koristno bi bilo imeti na svoji strani tudi Indijo. Koristno bi bilo, če bi Kitajska pristala, da se ne bo vmešavala. Z drugimi besedami, da bi ustvarili skoraj popolno mednarodno koalicijo, kar verjetno ima določeno vrednost.
Toda tudi takrat se bojim, da ima Jakov prav. In džihadistov ni mogoče v nič prepričati. In zato že nekaj časa pravim, da imate v bistvu 4 možnosti. Kapitulacijo, nadaljevanje izčrpavalne vojne, vojno do konca, kar pa ni tisto, kar smo videli od februarja do aprila, ali popolno hermetično, kopensko, zračno in morsko blokado, vendar tokrat res z namenom, da jih izkadiš. In če izbereš katerokoli od trajnih rešitev, moraš zagotoviti, da svetovna javnost in trgi razumejo, da bo prišlo do omejenega obdobja gospodarskih težav. Skoraj ni mogoče drugače, razen s kapitulacijo. Strinjam se z Jakovom. Vsi vmesni scenariji bodo vključevali gospodarske težave in ne bodo prinesli pozitivnega izida, ker Irancev ni mogoče prepričati. In glede prejšnje točke o tem, ali je mogoče, da bi se Američani dejansko znebili vseh raket, se strinjam s tabo, da imamo problem s kredibilnostjo. Ker so Američani in Izraelci večkrat napovedali večji uspeh glede jedrskega orožja in raket, kot je razvidno iz trenutne pripovedi. Ta pravi, da imajo še vedno 2000 raket in balističnih izstrelkov. Kdo ve, morda Zahodu zmanjkuje prestreznikov. To je v nasprotju s tem, kar smo slišali. In seveda že sam obstoj druge faze vojne, ki se je začela letos, je v nasprotju s Trumpovimi trditvami, da je bilo vse uničeno že pred letom dni.